Stara proga je zasičena že zdaj, omogoča mislim, da okrog 90-93 vlakov dnevno. Praktično 10 let mislim, da ni bilo zgrajenega tako velikega premostitvenega objekta. Gradbeni del je samo en delček, potem so vsi ti železniški sistemi. Sama gradnja pač drugače kot na objektu ne gre. Smo naleteli na dva kraška pojava, ki sta se raztezala preko obeh cevi. Tega ne uničujemo, da smo transportno pomembna država in to pomeni tudi, da pač moramo ustrezno infrastrukturo zgraditi. V interesu nas vseh je, da se to čim prej zgodi. Ob povečanju hitrosti možne do 160, pomeni, da se bo čas vožnje potniškega vlaka skrajšal iz 45 na 17 minut. Gradbeni del je samo en delček. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav! Ja, Roman, najlepša hvala za vas čas, da ste si ga vzeli. Nekaj z veseljem. Zdaj smo si zamislili, da bi najprej malo povedali o vašem ozadju. Kje ste že prej vse sodelovali, pa pred drugim tirom? Lahko rečem, da sem imel v svoji profesionalni karieri kar srečo, da sem deloval na številnih področjih. Začel sem kot mlad inženir v gradbenem podjetju, se pravi izvajalskem podjetju, nadaljeval v projektivnem. Specializiral sem se s področja jeklenih konstrukcij in iz tega segmenta sem imel potem priložnost delovati kar na, tudi večjih projektih, tako v infrastrukturi, prometni infrastrukturi, pri gradnji mostov, in pa tudi v industriji, pri gradnji večjih industrijskih objektov, nekaj malega tudi v visokogradnji. V pretekli službi sem bil zaposlen v velikem mednarodnem podjetju, ki je delovalo sicer na področju Slovenije, tako da sem imel priložnost pa nekaj malega pogleda tudi v ozadje večjih projektov. Bi si upal reči kar po svetu. Kako pa to, da vas je pripeljala pot do drugega tira? Po zasičenju z delovanjem v veliki korporaciji mi je prišlo zelo prav, da se vrnem spet malo v stroko. Glede na velikost, zahtevnost samega projekta, kot sem ga poznal, mi je pa to definitivno en velik izziv. In sem pač zgrabil priložnost, ko je bilo možno, da se pridružim tej ekipi na 2TDK. Kdaj ste pa se pridružili? Pridružil sem se malce za šalo, malce zares, točno za prvim dnem, ko je bila razglašena epidemija COVID-19. Tako da v letu 2020 sem se pridružil, tako da sem zdaj tukaj slabih 5 let. Kako je to takrat izgledalo, ko je bil COVID? Ko sem prišel v službo, je bil sprejel me samo direktor in tajnica, potem sem šel tudi sam domov. V tistem času je bilo bistveno več priprav na samo izvedbo projektov. Sam sem imel tudi to srečo, da sem na projekt prišel kot strokovnjak za premostitvene objekte in ravno v tistem času se je bila v zaključni fazi priprava gradnje viadukta Glinščica, ki se je izvedel v okviru pripravljalnih del na ostala dela. Tako da sem sam v bistvu praktično takoj začel tudi z aktivnostmi na gradbišču. Seveda so bile pa pač ob vseh omejitvah, ki so veljale takrat glede druženja, sodelovanja. Veliko je bilo dela na Zoomu, preko Zooma, ampak sama gradnja pač drugače kot na objektu ne gre, tako da smo to morali aplicirati tudi na samih gradbiščih. Bilo je pa bistveno težje kot to običajno. Kdaj so se točno gradbena dela začela na projektu 2TDK? Izvajalska? Izvajalska, mislim, da že v letu 2019 sicer z izvedbo tako imenovanih dostopnih cest. Že to je bil velik projekt, ker se je zgradilo preko 20 km dostopnih cest za vsa gradbišča, delovišča v nadaljevanju, za pristope do predorov in viaduktov. In v okviru pripravljalnih del se je izvedel tudi viadukt Glinščica, ki je bil osnovni namenjen za prevoz materijala, izkopanega materijala iz predorov T1 in T2. Tako da to so bila pripravljalna dela, v nadaljevanju smo pa začeli v letu 2021, če se ne motim. Kaj pa glede
Vi ste se pridružili kot strokovnjak za premostitvene objekte. Kaj je bil vaš primarni namen takrat, ko ste se pridružili? Samo svetovanje pri projektivi ali tudi izvedbi? Ne, predvsem pri izvedbi. Ne. Dejstvo je, da ko sem sam prihajal na družbo 2TDK, je bilo projektiranje PZI dokumentacije v zaključni fazi, tako da so to postorili že kolegi. Moja naloga v osnovi je bila pa mišljena za vodenje izgradnje na strani naročnika, vodenje gradnje premostitvenih objektov, to so bili 3 večji viadukti, kot sem omenil viadukt Glenščica, v nadaljevanju pa viadukta Gabrovica in Vinjan, ki sta pa tudi bila, oziroma sta, kar bom rekel, ena večjih premostitvenih objektov zgrajena v zadnjih 10 letih, tako da smo se tudi tukaj pač imeli kar ogromno izzivov, vsi skupaj z izvajalci, zato da smo pač ponovno, bom rekel, osvojili tehnologijo izvedbe tako velikih premostitvenih objektov, ker so naši kolegi v preteklosti precej dobro že obvladali. Kako to mislite vaši kolegi, da so njihovo znanje? Praktično 10 let mislim, da ni bilo zgrajenega tako velikega premostitvenega objekta, sploh ne železniškega, in dejansko je izvajalec v bistvu ponovno vzpostavljal ali pa pridobival znanje za gradnjo tako velikih premostitvenih objektov, recimo viadukt Vinjan, prostokonzolna gradnja, to se je mislim, da več kot po 10 letih se je ponovno osvajala ta tehnologija, se pravi ljudje, ki so v preteklosti to zelo dobro obvladali, teh nažalost ni več ali pa jih samo še malo, in je pač glede na to, da ni kontinuitete dela, se praktično ne naučiti. In kako je to izgledalo, kaj je vam bil recimo največji izziv pri, kot ste rekli, prostokonzolni gradnje? Niti ne nam to kot naročniku, to je bilo predvsem izvajalcu. Najprej je tudi viadukt Vinjan je bil še posebna zgodba. V času načrtovanja oziroma projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, to je bilo že, mislim, da v letu 2014 je bilo ugotovljeno, da je na območju tega viadukta nek latentni plaz. Takrat so bile naložene dodatne preiskave in potem z dodatnimi preiskavami je bilo dodatno potrjeno, da plaz tam je, in na podlagi tega, da sta se viadukta gradila po principu, da je moral izvajalec sam izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo, je izvajalec glede na te robne pogoje, ki so, se pravi ta latentni plaz, predlagal spremembo zasnove objekta. In sicer zaradi tega, ker prvotno je bila predvidena gradnja za naravno tehniko z bistveno manjšimi razponi, kar je pomenilo, da smo imeli bistveno več podpor tudi v območju tega latentnega plazu. Predlagal je prostokonzolno gradnjo, kjer smo razpone premostili in s tem dosegli, da smo imeli v območju plazu samo eno podporo, kar je bistveno boljše in ugodneje za zagotavljanje trajnosti in stabilnosti skozi celotno življenjsko dobo samega objekta. Tako da izzivi so bili na izvajalcu, potem ko je izdelal ustrezno projektno dokumentacijo, da najde tudi tehnologijo in jo ponovno osvoji in seveda aplicira. Kako pa recimo glede trase, da se malo dotaknemo, kaj se zajema trasa drugega tira? Generalno trasa drugega tira, ja, na 27 kilometrih proge je več kot 2/3 trase v predorih. Nekaj malega je na odprti trasi in pa te 3 premostitveni objekti. Tako da v tem smislu izredno tehnološko zahtevna gradnja predorov v takem velikem obsegu. To je večji obseg, kot je bil zgrajen v preteklosti na avtocestnem omrežju v celoti, v železniškem pa sploh je to, tako da so to najdaljši železniški predori. Tako da to je ta specifika, potem imamo pa še glede na geološko-geomehanske pogoje, imamo ločena 2 odseka spodnji, mi jo imenujemo spodnji, se pravi od Kraškega roba, Črnega Kala do Kopra, kjer poteka gradnja na Flišu, kar je bistveno drugače kot na zgornjem kraškem delu, kjer poteka gradnja v
apnencu v kraških pogojih z vsemi stvarmi, ki to potegne za sabo, kraški pojavi, podzemne vode in tako naprej. In kako je, ko se moraš kot inženir recimo spopadati z temi kraškimi pojavi in torej gradnjo viaduktov pod zemljo praktično, torej nekaj kontradiktornega, lahko rekli. Ja, to moram reči, da je bila posebna izkušnja verjetno za vse nas, tako za kolege predorce, kot za nas, bom rekel, tudi mostiščarje, ne. Dejstvo je, da smo vedeli, na podlagi predhodnih raziskav je bilo predvideno, da bomo imeli okrog 100 manjših kraških pojavov, da je možnost, da bomo naleteli na njih in 10 večjih. Glede na to, da smo zdaj praktično z izkopnimi deli in vsemi zemeljskimi deli zaključili, smo se ustavili pri številki 94. Večjih in manjših. V projektni dokumentaciji smo imeli predvidene že projektne rešitve za premostitev objektov do 15 metrov. Takih smo imeli 7. Medtem ko pa, bom rekel, ravno na sredini predora T2, ki je eden izmed najdaljših predorov 6-kilometrskih, smo naleteli na 2 kraška pojava, ki sta se raztezala preko obeh cevi. Tukaj smo morali pa izvesti dejansko premostitvene objekte in sicer ločne konstrukcije. Ob tem, da je bilo potrebno potem, ko so krasoslovci jame raziskali, ko smo locirali lokacije teh kraških pojavov, kako prečkajo oziroma gredo pod našimi predorskimi cevmi, smo morali na podlagi dodatnih geološko-geomehanskih raziskav določiti, kjer imamo toliko trdno podlago, na kateri lahko naslonimo premostitvene konstrukcije. Imeli smo to srečo, da smo lahko projektne rešitve poenostavili, tako da te 2 kraška pojava premoščamo z 4 ločnimi konstrukcijami razponov od 25 do 40 metrov. Ne. Zdaj to sama ločna konstrukcija sama po sebi na prostem nič posebnega, ena, bom rekel, tehnološko lažjih stvari, če se pa zamislimo, da to počnemo v predorih 100 metrov pod zemljo v omejenem prostoru, so bili pa to kar veliki tehnološki izzivi oziroma najprej že načrtovalski za projektante, v nadaljevanju pa tudi za izvajalca tehnološko in logistično. In kako to se sploh lotiti tega, da verjetno vi ne posegate tako fejst v naravno varstveno, mislim, oziroma uničenje, ne vem, živali, ki so tam, teh kapnikov? Zdaj, glede na splošno, kar se kraških pojavov tiče, je bilo dejstvo, da smo imeli tako imenovani krasoslovni nadzor. V trenutku, ko smo kakršenkoli kraški pojav odkrili, izvajalec, ko je to odkril, je bilo potrebno poklicati strokovnjake krasoslovce, ki so se kraški pojav, tukaj imenujemo od manjših globeli, tudi jam, ogledali, ga natančno popisali in potem še v sodelovanju z okoljevarstveniki pač predpisali neke osnovne zahteve, na kakšen način lahko, bom rekel, premostimo take pojave. Osnovna premisa je bila pa ta, da tega ne uničujemo, poskušamo v največji možni meri ohranjati, ne zato, da bi si to ljudje ogledovali, ampak zato, da pač ne posegamo v naravo, predvsem so ključnega pomena tudi vodotoki in te stvari, da se teh stvari ne spreminja. Tako da oni so dali osnovne usmeritve in na podlagi tega so potem projektanti določali tehnologijo izvedbe. Nekaj smo imeli od tega predvidenega že po osnovni projektni dokumentaciji, nekaj ne. Na to se je šlo v izvedbo. Mogoče veste, na kakšen način se je to dalo napovedati? Ne poznam tehnologije ozadja, kako se to napove, kje so? Predhodne preiskave so bile upravljene vzdolž celotne trase. Takrat na podlagi teh raziskav, ugotovitev, na tistem se je potem pač ekstrapoliralo na celotno dolžino na tem območju in se ocenjevalo, da to kraških pojavov bo. S kakšno napravo pa se sploh to dela? To so bili tudi jaz nisem na tem področju strokovnjak, od vrtin, georadarjev, marsičesa. Dejstvo je pa tudi, da naša krasoslovna stroka je med vodilnimi v svetu, tako da verjamem, da so na podlagi vsega tega znali to določiti in v bistvu smo z gradnjo tudi to potrdili. Kako pa to,
na vas vplivalo kot investitore, ker vseeno nekaj so lahko predvideli, sami pa ste rekli, da tudi nekaj bilo nepredvidenih, glede na časovno pa tudi finančno plat, ko odkriješ nekaj nepredvidenega. Tako, že v osnovni je bila vsa tehnologija izvedbe predorov, je upoštevala do določene mere možnost ugotovitve kraških pojavov in določenih časovnih zamikov. Tako da tukaj pri manjših zadevah ni bilo večjih težav, večje pa definitivno so povzročile, bom rekel, zamude oziroma prerazporeditve del, kar je zahtevalo od izvajalca pač do določene mere spremembo najmanj vrstnega reda posameznih del, seveda pa to vpliva tudi na finančne stvari in preko zahtevkov uveljavlja te dodatne zahteve, kjer jih pač potem tako kot vse ostale zahtevke pač obravnavamo in vse tisto, kar je pač potrebno, bom rekel, dodatno plačati, kar je dodatno, kar je bilo predvideno, se pač enostavno tudi plača. Glede cene, je bilo veliko teh nihanj skozi sam projekt, na začetku je bilo predvideno, pa recimo potem na koncu? Mislim, da se tukaj lahko pohvalimo, da zaenkrat kljub vsem okoliščinam, ki so, mi smo še vedno v okviru investicijskega programa, mislim, da je znašal okrog 1,109 milijonov evrov. Še vedno smo znotraj temo, kljub temu, da smo imeli težave z COVID-om, ki ni tako neposredno vplival na finančno kot na podaljšanje nekih rokov in zamud pri pričetku gradnje. Tisto, kar nas je pa, bom rekel, tako kot vse projekte, pa ne samo v tej državi, ampak praktično v celem svetu ali pa v Evropi, prizadelo je pa vojna v Ukrajini, ki je imela za posledico dvig cen materialov in surovin. Pa vendar, kljub temu smo še vedno znotraj oziroma v okviru tega investicijskega načrta, ki smo ga imeli. Tako da zaenkrat predvidevamo, pa glede na to, da je pretežna mera vsaj teh glavnih gradbenih del že izvedena, da bomo ostali v teh finančnih okvirih. Kako pa ste se takrat, ko je prišlo do tiste izgube delavcev, z glavnim izvajalcem, ne? Kako se je takrat prišlo do iskanja rešitve? Tudi vi kot investitor, recimo. Ja. Kot investitor smo šli nasproti, kar je bilo možno, v smislu tega, da smo, bom rekel, pozivali tudi mogoče državne organe ali pa preko sodelovanja z državnimi organi poskušali zagotavljati čim prejšnjo pridobitev delovnih dovoljenj in teh stvari. To je tisto, kar kot naročnik lahko naredimo, ker drugače pa je to predvsem v domeni izvajalca. Glede na to, da težave so se odražale potem na samem projektu, smo se, kolikor je možno, tudi s pomočjo ministrstev in državnih organov pač vključili in poskušali pospešiti reševanje te problematike, predvsem kar se tiče hitrosti pridobivanja delovnih dovoljenj. Več kot to, pa kot naročnik ne moremo. Kakšna sploh izbira bila, ne vem, možne zamenjave? To so recimo potem stopili v ospredje tisti podizvajalci, ki so bili določeni že, ali ker v Sloveniji zdaj nimaš tako velikih oziroma podjetij s takšnimi izkušnjami, ki bi, ne vem, delali 8-kilometrske predore v preteklosti? Ja, tukaj formalno, pravno prav velikih možnosti nekih dodatnih sprememb pač žal ni možno, ne? Oziroma so te dolgotrajne, tako da tukaj so se pač izvajalci znašli. Izvajalec pa pomeni v našem primeru konzorcij 3 partnerjev. Je bilo to pač v okviru njihove delitve del in pa seveda podizvajalcev, ki so jih najemali za posamezno vrsto del. Ker zavedati se je treba pri tako velikem projektu, mislim, da ni gradbene firme, vsaj ne v Sloveniji, ki bi lahko pokrila pa imela tako veliko gradbeno porteo, da bi vse te različne vrste del lahko upravljala same in tukaj pač z partnerji in pa seveda z potem podizvajalci zapolnijo te vrzeli oziroma manjko. Kako pa bi recimo vi predstavili ta projekt nekomu, ki je laik na tem področju, pa ne ve, kakšen vpliv ima izgradnja drugega tira, da bi mu ga probali pobliže predstaviti oziroma njegovo uporabno vrednost ob izgradnji, kaj bo drugi tir nudil potem, ko bo zgrajen? Zakaj je strateško pomembno?
Ja, dejstvo je, da se ta drugi tir gradi v pretežni meri ne za potrebe, ampak vzrok, povod za to je pač Luka Koper, ker je luka, ki je vezana ne samo na Slovenijo, ampak tudi na Srednjo Evropo, če rečemo, ali pa zaledne države, tako imenovane zaledne države. In če se hoče Luka Koper razvijati, pač potrebuje ustrezno infrastrukturo. Tukaj je bilo ocenjeno v preteklosti, da je logistika Luka Koper plus logistična industrija zelo pomembna. Ima tudi velik multiplikativni učinek. Recimo ocene so, da en delavec v Luki Koper na sebe potegne potem še 3 do 4 delavce v logistiki, v transportu. In tukaj so precejšnje dodane vrednosti in z neizgradnjo te povezave in možnosti povečevanja pretovora v Luki Koper bi Slovenija izgubljala, mislim, da je bilo pred parimi leti študija narejena, okrog 150 milijonov evrov letno. Ob zadnji novelaciji te študije pa celo 200 milijonov letno bi Republika Slovenija izgubljala dodane vrednosti, tako da tukaj mislim, da potem ni velikih dilem, ne, bom rekel, kar se tega tiče. Poleg tega je Slovenija, gre skozi Slovenijo 2 koridorja jedrnega železniškega programa, kar pomeni, da je pač logistično pomembna država, smo logistično pomembna država. Imamo Baltsko-jadranski koridor in pa Sredozemski, kar pove, da smo transportno pomembna država in to pomeni tudi, da pač moramo ustrezno infrastrukturo zgraditi za potrebe ne samo nas, ampak predvsem tudi celotne Evrope. Kaj pa se bo zgodilo z tistim obstoječim tirom? Tisti bo še v uporabi? Obstoječi tir, kolikor vem, potem, ko bomo mi zgradili ta desni tir, zdaj v prvi fazi bo to enotirna proga. Lansko leto je bil sprejet zakon, ki nam nalaga, da zgradimo tudi drugi vzporedni levi tir. Potem se bo pač proga zaprla in predvidevam, kolikor vem, so ideje, da se bo pač uporabljala v druge, predvsem turistične namene kot kolesarska steza. Nekaj podobnega, kar se že videva tudi drugje po Sloveniji, kjer se pač trase bivših železniških prog uporabljajo za kolesarske steze, kaj takega, ker pač to zelo pomembno, primerno, pa tudi atraktivno. Sama izvedba tega dodatnega, rekli ste leve, se zdaj, desnega, da bi pa se sočasno to gradilo, pa takrat ni bilo mogoče? Predvidevam, glede na to, da je to od tega že kar precej časa, to bi bil finančno še toliko večji zalogaj, že ta je bil velik. Poleg tega pa družba 2TDK je bila ustanovljena kasneje, potem ko je bilo gradbeno dovoljenje že pridobljeno. In to gradbeno dovoljenje pač predvideva samo en tir z servisnimi cevmi, ki so bile potrebne za reševanje. Te so se potem, mislim, da so moji kolegi že v okviru 2TDK-ja so dosegli to spremembo, da tudi te servisne cevi na daljših predorih gradimo v polni obliki, kar pomeni, da bo tudi za vzporedni levi tir praktično 60% trase, kar se tiče predorih, že izvedene. Torej nas čaka, če se dobro spomnim, en večji predor in še 2 viadukta, predvsem na spodnjem delu, to je tisto, kar bo treba zgraditi. Bo investicija veliko manjša potem? Seveda, mi smo že en znaten del na večjih predorih, to se pravi na kraškem robu predora T1 in T2, sta že zgrajena dvocevna v bistvu. V tej prvi fazi bo tako imenovana servisna cev služila predvsem reševanju in pa vzdrževanju. V nadaljevanju bo to pač cev levega dela tira. Na spodnjem delu bo to treba še zgraditi. Tako da kljub vsemu je to tudi že do mere, kot je bilo možno, izvedeno v okviru tega. Časovno je že kaj umeščen ta projekt do gradnje desnega tira, ker ste rekli, da zakon bil sprejet? Par dni nazaj smo oddali naročilo za izdelavo projektne dokumentacije. Tako kot je predvideno, pa bi morala gradnja biti zaključena, mislim, da do leta 2030.
Tako da, Se to niti ni tako daleč, če te gledam. ne. Ker jaz, ko sem brskal po internetu, nisem nekih takih informacij zasledil, ker je vedno mi pol ven vrglo, da do 2040 bo še ta proga ok za Luko Koper, enotirna, ne. Ja, zdaj Verjetno stare informacije, ne. težko komentiram po medijih, pa na spletu človek najde marsikaj, ne. Dejstvo pa je, da v interesu nas vseh je, da se to čim prej zgodi. Če se navežem na tisto, kar sem prej razlagal, stara proga je zasičena že zdaj, omogoča, mislim, da okrog 90-93 vlakov dnevno. Z vzpostavitvijo desnega tira bo to se povečalo na preko 200-212, če se ne motim, z še dvotirnostjo, ne? Bo pa to preko 300 vlakov, tako da interes je absolutno, da se to čim prej tudi zgradi. Kakšne hitrosti pa omogoča ta železniška proga vlakom? Za tovorne vlake bo 80 oziroma 120, za potniške pa 100 do 160. Ne? Tako da če primerjavo še, kar se tiče potniškega prometa, razdalja se bo skrajšala, mislim, da z 45 na 27 km, ob povečanju hitrosti možne do 160, pomeni, da se bo čas vožnje potniškega vlaka skrajšal iz 45 na 17 minut. Kar za tak teren sploh fenomenalno, ne. Ja, seveda, ključni izziv je na relativno kratki razdalji premagati višinsko razliko 400 metrov, se pravi od obale do Kraškega roba. Mogoče veste, glede drugih opcij, ko je bilo samo umeščanje trase, je še bilo tudi kakšne druge opcije brez tunelov, ali so bila to, kako bi rekel, edina opcija? Variant je bilo veliko, moram priznati, da podrobno jih ne poznam. Zdaj pa ključno je to, da en izmed ključnih parametrov je pač naklon maksimalni, ki ga lahko dosegamo tudi v skladu z evropskimi standardi za interoperabilnost. In ta je 17 promil in zato pač rabiš določeno razdaljo, da to lahko premagaš. Mislim, da opcije brez predorov enostavno ne bi bilo. Ob tem, da treba upoštevati še druge vidike, tudi okoljske. Smo v Naturi 2000, v zavarovanih območjih, problem voda, tako da mislim, da so tuneli v tem smislu absolutno najboljša rešitev. Zdaj družba 2TDK bo potem, ko bo projekt končan, te levega pasa od drugega tira bo delovala kot vzdrževalna, pa tudi potem za desni pas naprej bo prevzela vodjo investicijskega, kako bi rekel, podjetja, ali kaj bo njena funkcija po sami izgradnji? Zadeva je taka, ne, družba 2TDK mislim, da je prvo tako imenovano projektno podjetje, kar pomeni, da se ukvarja samo s tem projektom. Skupina strokovnjakov se ukvarja v prvi vrsti v tej fazi z pač načrtovanjem, z gradnjo. V nadaljevanju bo pa še 45 let koncesionar, kar pomeni, da bo pač morala skrbeti za nemoten promet, z vsem vzdrževanjem, vsem tem. Toliko, da se investicija povrne, potem je to predano pač državi oziroma infrastrukturi v upravljanje. Tako da po nadaljevanju, po izgradnji, bom rekel, tudi desnega tira, sledi še 45-letno koncesijsko obdobje, potem se bo pa to predalo. To je tako Dars, recimo, podobno. Prosim? Tako Dars, recimo, podobno za avtoceste. Recimo, malo drugače je, glede na to, da je malo mlajše pa podjetje. Neke podobnosti so, ni pa čisto isto. Kaj pa bi rekli, da je Slovenija pridobila s ustanovitvijo družbe 2TDK, da je projekt recimo bolj hitreje stekel, ali... Tako kot sem omenil, pač zbrano so eminentni strokovnjaki na posameznem področju. To je ena stvar, druga stvar je, ukvarjamo samo s tem projektom, kar pomeni, da smo osredotočeni samo na to, kar definitivno pomeni večjo transparentnost, preglednost vodenja same investicije. Tako da je bistveno drugače, kot če se ukvarja z 2-3 projekti, kot druge. Tukaj smo pa vsi živimo, bom rekel, in delamo samo za ta projekt. Tako da mislim, da so to ključne prednosti. In kje, zdaj, vi ste bili od samega začetka izvajanja, ne, zraven, kje je prišlo do največjih težav, pa
konfliktov, reševanj, kot na katerem odseku, recimo, ki je vam bil, se boste rekli, da je to bilo nekaj, kar si niste mislili, da boste kdaj rešili lahko. Zdaj, jaz konfliktov ne bi imenoval konfliktov, dejstvo je pri vsakem projektu, že najmanjšem, so okoliščine, ki se pač spremenijo in zahtevajo veliko mero usklajevanja. Zdaj že po naravi stvari je zahtevnejši zgornji kraški del, kar smo rekli že prej, vezano na kraške pojave. Imeli smo težave že ali izzive pri gradnji viadukta Glinščica, kjer nam je, bom rekel, slaba hribina povzročila, da smo morali spremeniti način temeljenja na enem oporniku, kar je pomenilo, da je moral izvajalec spremeniti tehnologijo izvedbe del, popolnoma na glavo smo obrnili, in to so bili izzivi za vse. V nadaljevanju so bili kraški pojavi, ker smo rekli, ker je bilo tudi kar precej, bom rekel, potrebnega usklajevanja. Zdaj v tem trenutku imamo tudi izzive ravno v območju Glinščice, kjer se srečujemo z problematiko plazenja celotnega območja portala, tega najdaljšega, ki se priključuje na Glinščico. Tako da ta del je bil precej, oziroma je precej zahteven, ampak z ustrezno koordinacijo vseh deležnikov, ki jih je po tem primeru veliko, pač se vse to da, ne. Glede časovnice pa je zdaj predvideno, kako je bilo prvo predvideno, se je kaj spreminjalo, pa do kdaj bo izgrajen? Zadeve so se do neke mere spreminjale, ne. Definitivno zavedati se moramo, da tako, kot sem že prej omenil, gradili smo tudi v neobičajnih, skoraj bi rekel človek, v izrednih razmerah, smo imeli COVID, pa smo imeli to ukrajinsko krizo in podražitve materialov, vse to je do neke mere vplivalo na samo časovnico. Z gradbenimi deli smo malček zamujali, tako kot je bilo predvideno, smo pa v nadaljevanju, ko smo podpisali pogodbe in pričeli za izvedbo, bom rekel, tudi teh železniških sistemov, se pravi samega tira in vseh sistemov, ki so potrebni za vodenje prometa, smo implementirali tako imenovano sočasnost izvedbe del, ko smo hkrati tam, kjer je pač možno, izvajalci glavnih gradbenih del in pa teh predorskih sistemov, tako da ostajamo v predvideni časovnici in vsa dela naj bi bila zaključena v prihodnjem letu, do marca prevoznost, do konca septembra glavna dela in potem sledi še pač testiranje te zadeve, tako da verjamemo, da bomo lahko promet sprostili proti koncu naslednjega leta. Testiranje, to pomeni, da boste gledali, ne vem, posnetke ali kako bi rekel? Ja, ampak to je še najmanjši del, ne. Testiranje pomeni predvsem na železniške sisteme vodenja. Tukaj je pač, preden se spusti v promet železniška proga, vse to treba simulirati, preveriti za vožnjo lokomotiv, če vsi ti sistemi delujejo, ker vse to pač vpliva na varnost, ne. Vse te zadeve je pač potrebno testirati, da delujejo, šele potem se pridobi tako imenovano uporabno oziroma obratovalno dovoljenje in je mogoče promet spustiti. Tako da gradbeni del je samo en delček, ne, potem so vsi ti železniški sistemi in vse to skupaj integrirano pomeni šele možnost izvedbe prometa, ne. Glede samega obsežnosti del, koliko je bilo podjetij oziroma, ne vem, glavnih nekih izvajalcev pa drugih podjetij vključeno v ta projekt skozi čas? Kolikor sem omenil, konzorcij za glavna gradbena dela, ne, 2 pogodbi, konzorciji so 3 partnerji. Za vse podizvajalce pa moram reči, da niti ne vemo, jih je pa precej. Kaj pa mislite za prihodnost, zdaj, ker delate na enem izmed zadnjih letih največjih projektov v Sloveniji, za prihodnost v infrastrukturi Slovenije? Smo sposobni za še kaj več? No, jaz ne mislim, prepričan sem, da bomo pokazali ali pa da kažemo, da smo sposobni tudi v tej državi
voditi pa izvajati tako velike projekte, bomo pridobili izkušnje na tem. Mogoče sem toliko, da mogoče smo v tej državi sami do sebe malo preveč kritični in sploh ne vidimo, bom rekel, pozitivnih plati, ker ko dobivamo delegacije od drugje, tudi iz Evrope, Evropske investicijske banke, mislim, da nas dajo kot primer dobre prakse. Kljub vsem težavam, izzivom, ki jih imamo, mislim, da kažemo na to, da smo sposobni v Sloveniji izvesti tako velike projekte. Kak je bo izgledal vaš delovnik, sam delovnik na gradbišču, pa mogoče tudi kaj o organizaciji, vseeno ta trasa dolga 27 kilometrov in ni to statično gradbišče? Ja, seveda, zdaj sama organizacija gradbišča, to je stvar izvajalca. Dejstvo je, da vsak predor je praktično lahko bi bil svoje gradbišče, vsak viadukt svoje gradbišče, tako da to je bilo v domeni izvajalca. Mi smo v pripravi projektne dokumentacije pač neke osnovna izhodišča podali, potem izvajalec organizira po svoji podobi, tako kot njemu ustreza. Dejstvo je, da izziv je to, da smo omejeni s prostorom tako ali drugače. Izziv je to, da, kot sem omenil, delujemo v zaščitenih, okoljevarstveno zaščitenih področjih, ne. Tudi vse to so robni pogoji, ki so diktirali samo organizacijo. Tako da, kar se tiče delovnika, pa ob tako velikem projektu, ob tolikih deležnikih, to pomeni praktično dnevna koordinacijska usklajevanja. Pa pri nas kot naročniku to ne samo v tistem operativnem smislu, ampak je kup stvari, ki jih je pač treba enostavno poročati na različne nivoje, vse te priprave, obvladovanje v operativnem smislu, v finančnem smislu, nekaj tudi pravno-formalnem, pač zahteva dnevne sestanke. Poskušamo se pa z ekipo, to ni samo stvar mene, ampak je celotna ekipa kolegov, da smo stalno, redno prisotni tudi v vseh pomembnejših sestankih na operativnem delu, tako da smo ves čas seznanjeni z situacijo na gradbišču in poskušamo temu primeru tudi odreagirati tisto, kot naročnik lahko, ne. Bi rekli, da ste imeli več nekega gradbenega dela ali mogoče bolj dokumentacije, usklajevanja, sestankov, koordinacije? Ja, saj vodenje projekta že samo po sebi pomeni usklajevanje, bolj ali manj usklajevanje, ne, zdaj posebej na strani naročnika, pa tudi drugače samo vodenje projekta, to ni čista tista gradbena operativa, ampak pomeni pač usklajevanje vseh deležnikov, zato da vsi skupaj pridemo do istega cilja, tako da ja, v pretežni meri kot naročnikov je to, tako kot sem rekel, usklajevanje, sestanki, sestankovanje, poročanje in tako naprej. Meni je ena zanimiva informacija, ki je prišla do mene, da recimo na gradbišču so v čeladah taki čipi, ko se prav čekira, kdaj ti vstopiš. Da se točno ve, kdaj je kdo bil na gradbišču. To mi je bil en taki zanimiv sistem, ki ga še jaz nisem prej poznal. Nisem se srečal z njim. Dejstvo je, treba se je zavedati, da pri tako velikem gradbišču je velik izziv obvladovanje ali pa zagotavljanje varnosti, ne. Potem dodatno je še to, da smo imeli pretežni meri gradbišča v predorih, ne. In tukaj enostavno ne gre drugače, kot da praktično v vsakem trenutku mora človek vedeti, kje kdo je, koliko ljudi je v predorih in to lahko zagotoviš samo na tak način, ne. Včasih ali pa v rudarstvu je to tako, če se ne motim, imel vsak svojo številko, pa je dal na neko tablico, pa se je vedlo. V današnjih časih je pa to že malo bolj elektronsko, ja, so bili pa ti čipi, tako da, ja, je pa to vse z vidika varnosti, zato da pač se ve, kje kdo je ob kakšnih nepredvidenih dogodkih, ne. Moram reči, da bom kar potrkal, da prav velikih težav na srečo zaenkrat nismo imeli, upam, da bo tako tudi ostalo. Imeli smo sicer en požar v predoru, ker je zagorel nek delovni stroj, pa tudi tam pač
bi se upal reči, tudi zahvaljujoč vsem tem ukrepom, ki so, ni bilo večjih težav, niti ob evakuaciji in kaj takega. Tako da, ja, to je ključnega pomena, da se to obvladuje in zagotavlja varno delo za vse udeležence. Ne. Tako. Se dotaknemo še malo strokovnega gradbenega področja, kar se tiče premestitvene objekte. Ja, lahko. Vi ste rekli, da ste predvsem bili za sam premostitvene objekte. Tako bom rekel, to je bil pa tudi moj razvoj v podjetju. Ja, prišel sem kot strokovnjak, ki ne bi skrbel za premostitvene objekte. Potem skozi sam projekt, skozi razvoj projekta se je pa zgodilo, da sem prevzel funkcijo vodje projekta za glavne gradbene dela, tako da z ekipo sodelavcev poskrbim, pa sem odgovoren za te glavni pogodbi za izvedbo gradbenih del. Tako da bi rekel človek, da sem malo napredoval v širši pristojnosti. Tako da se je tudi moj del okrog tistega, kar sem prišel v podjetje, v to, kar sem recimo zdaj, se je pač malo spremenil. Kako bi recimo nekemu laiku opisali vrtanje, se mi zdi, da kar mehanska stvar, ampak potem recimo izgradnjo tunela, ne? Kaj je vse za to steno betonsko, ko človek vidi, ko se pelje po avtocesti, recimo tu, ko je železniški. Se razlikuje kaj od cestnega? Da bi se v tehnološkem smislu, pa tudi jaz sem zdaj laik, Ja. se bistveno ne razlikuje, ker je v našem primeru je to, da naše železniške predori so, glede na to, da so za enotirno progo, so manjši, ker včasih ni nujno, da je prednost, je lahko tudi pomanjkljivost, ker je bistveno manj prostora za samo delo. Ja, najprej so izkopna dela, kjer smo z sodelovanjem strokovnjakov, geologov, geomehanikov, ne vem kaj, izvajali miniranja, potem odstranjevanje tega materijala. Strokovnjaki so po miniranju prišli, pregledali, kakšna je zemljina, določili podporne ukrepe, ker so ti odvisni od same geološko-geomehanske sestave. Tukaj moram reči, da prav velikih težav nismo imeli in v tem smislu smo izkopna dela praktično izvajali celo hitreje, kot je bilo predvideno na predhodne raziskave, tako da tukaj nam je šlo to v plus. Potem se izvede tako imenovana primarna podgradnja, zaščita z brizganim betonom, z vlakovi. Ko se to do določene mere izkoplje. Celoten proces je potekal po tako imenovani novi avstrijski metodi, kjer se koplje na čelu v dveh delih, čelo in stopnica. S čelom se gre, z gornjim delom se gre naprej, v ozadju za stopnica zaradi varnosti. V teh razmakih, v določenem trenutku, ko je tega dosti narejeno, se pa lahko prične tudi z bom rekel, izgradnjo notranjega obvoka. To je tisto, kar vidimo, hidroizolacija, notranji obvok z posebnimi opažnimi vozički. Najprej vozički za polaganje hidroizolacije, armature, potem opažni vozički, betoniranje notranje obloge, potem v nadaljevanju pa še vse ostalo, kar se tiče inštalacijskih vodov, kinet in tako naprej. Tako da, zanimiv proces. Ni pa, da bi se tunel skopal, pa potem začela, to je sočasna dela so, ali se izkoplje, pa potem... Pri našem primeru se je bil najprej izkop, potem se je začelo pa z betonskimi deli, tudi zaradi logistike, ker najprej treba transportirati izkopani material ven in potem pač, ko betoniraš, pa dovažati material. Tukaj to so logistične težave, ki jih je pač treba obvladati, enostavno vsega hkrati ne gre, tako da tuneli so bili najprej izkopani, nato je pa pač sledilo izvajanje tako imenovane notranje obloge in potem še vseh ostalih betonskih del. Ti so pa se verjetno sočasno... Ja, malo za zamikom, pa sočasno. Aha. Glede samih premostitvenih objektov pa ste rekli, po kakšni tehnologiji se je gradilo? Viadukt Gabrovica, ki je 416 metrov dolg, se je gradil po metodi postopnega narivanja, kar pomeni, da smo imeli na spodnji strani viadukta, na koprski strani, tako imenovano delavnico za opažen, kjer se betonirajo posamezni segmenti. Na začetku je tako imenovani klun, zato da se pač narine lahko do prve podpore. In potem v nadaljevanju se je korakoma, segmentno
so se betonirali posamezni segmenti in se potem navlačili in narivali iz spodnje strani navzgor. En tak smo imeli, ko se je izvajalec uvedel, v enem mesecu smo naredili, zabetonirali in naredili en takt. Razponi so bili pa okrog 60 metrov, kar mislim, da je že na meji tehnološke zmožnosti za tako metodo gradnje. Ob tem, da viadukt Gabrovica ima še svojo posebnost, samo obliko prečnega prereza v U-obliki, ta je pa izhajala po eni strani iz okoljevarstvenih zahtev, ker se s tem na ta način zmanjšuje vpliv hrupa, ker v tem območju so vasi in je bil problematika hrupa. Po drugi strani pa omogoča oziroma nudi zaščito pri iztirjanju vlaka, ne? Ker imamo še to posebnost, da imamo železniški viadukt pod cestnim. Ja. In je tudi tukaj bilo recimo možnost trka v steber avtocestnega viadukta, ne? Tako da je tudi sama oblika neka posebnost, zdaj pa s to obliko so pač prišle tudi tehnološke zahteve, prednapeti segmenti, izvajanje prednapetja, visokovredni betoni in tako naprej, tako da so bili res tudi tehnološki izzivi, precej veliki, pa nam je kljub temu uspelo, oziroma izvajalcu uspelo to narediti. Pri takem postopku se najprej postavijo stebri? Tako, najprej se postavijo stebri, na eni strani potem delavnica, kjer se segmenti betonirajo in potem bodi si porivajo, narivajo, navlačijo segmentno do konca, ne. Kako globoko pa sega to steber? Temeljenje? Temeljenje je do 20-30 metrov, so globoki piloti vodnjaki. Vodnjaki, pa do 30 metrov so visoki stebri. Sam ta delovni stik med dvema elementoma pa se pol, kako bi rekel, mehansko tam zabetonira, ali je dejansko... Zabetonira in potem prednapne. In se za prednapetjem se združi skupaj v celoto. Vsi viadukti so prednapetega? V našem primeru, ja. Pri takih razponih je to običajno, ne. Za razliko od, kot smo že prej malo omenjali, viadukt Vinjan, je pa prostokonzolna gradnja, kar pomeni, da se spet izvede najprej steber kot bazni del, potem se tehnološko v baznem delu tako imenovani vozički, segmenti za 5-metrske segmente, kjer se to opaži, zabetonira in potem postopno pač gre proti sredini in tam se potem tudi združi, ne. Vse isti si, ja. Tako da pri viaduktu Vinjan je posebnost ta, da smo imeli v območju plazu, kar sem rekel, ne, smo imeli 40-metrski vodnjak za temeljenje. To je bil, pa je v tem trenutku največji vodnjak, ki je bil zgrajen pri nas za potrebe temeljenja viadukta, ne. Tako da je tudi to poseben izziv, ne. Zdaj, sam vodnjak, mislim 40 metrov si sploh ne morem predstavljati globine, je bil izveden na kak način, sam izkop, ker piloti vem, da se lahko zabijajo na razbrizgajo različne načine vodnjak. Koplje se postopno, se izkoplje segment, potem se zabetonira betonski obroč in potem postopno gre do željene globine, ne. Tudi postopno. Tako. Torej zgoraj se naredi, pa se dol... Ne se zgoraj, ampak se zabetonira, se izkoplje, se zabetonira betonski obroč. Ja. Ko je ta obroč zabetoniran, se skoplje spet naslednje in tako se napreduje. Napreduje se toliko časa, dokler ne pridemo do zdravega nosilnega dela. V našem primeru smo predvideli najprej, da bomo nosilne plasti naleteli na globini 30 metrov, pa potem ravno v tem območju plazu smo mogli še podaljšati. Globje. Sama sredica, ker obroč se zabetonira, pa je s čim zapolnjena? Tudi z betonom potem? Ja, zapolnjena z betonom do določene višine, od tam naprej pa potem steber. Betonski steber, to se pravi, del stebra se ne vidi, je tudi skrit v samem vodnjaku, ne. Ok. Še imaš kako vprašanje? Co? Za
promocija. Glede, samo smo študenta gradbeništva tudi. Kaj bi pa svetovali, ker mi prijemo recimo z fakultete, z nekega okolja, ki nas potisne pol v samo prakso, kako se čim prej vpeljati recimo v delo nekega, lahko vi svetujete, kot ste že prej bili pri drugih projektih, pa zdaj kot vodja projekta. Pri sami praksi, kaj bi študentom svetovali? Mislim, da je vse lažje, če človeka ta posel zanima. Ne? Iz osebne izkušnje lahko rečem, da je to zelo interesanten, atraktiven posel. Kaj bi priporočal? Ne bojo vedoželjni, ne bodo malo tudi ambiciozni, predvsem ne pa poskušajo od starejših kolegov čim prej počrpati znanje. In to je, mislim, da je tisto, kar nam v teh časih, da nam manjka, da ne uspemo zagotoviti pretoka znanja. Sam moram reči, da sem še imel srečo, da sem začel v enih drugačnih časih, ko so si starejši kolegi vzeli tudi malo več časa, so imeli na razpolago malo več časa, da so nas upeljali v tajne, v skrivnosti posle. Sej fakulteta ti da veliko, predvsem v načinu razmišljanja, ne? Ampak potem pa rabiš, fajn je, če imaš nekoga, ki ti pomaga, malo moraš biti ambiciozen, pa je to. Meni se vidi, da je tak na fakulteti premalo tistega usmerjanja v prakso, ne? Ker vi ste rekli, da ste začeli potem po, ne vem, šolanju v izvajalskem podjetju, ne? Ja, najprej mogoče sem imel malo sreče, začel sem v izvajalskem, potem sem bil projektant, Ja. nekaj časa projektant, specialist za jeklene konstrukcije. V nadaljevanju sem bil tudi kot nadzornik, vse faze sem šel, zdaj v zadnji fazi sem na strani naročnika. In moram reči, da vse izkušnje, ki sem jih pridobil, tiste prve v izvajalski firmi, kot projektant, kasneje kot nadzornik, mi absolutno pomagajo pri reševanju ali pa pri delovanju v tem Sprejemanju segmentu. odločitev. Sprejemanju odločitev, razumevanju posameznih faz, ker vodenje pomeni pač, nisi strokovnjak, ne moreš biti strokovnjak za vse, je pa zelo dobro, če poznaš način, bom rekel, tudi razmišljanja izvajalca, nadzornika, ne vem koga, potem bistveno lažje. Najprej razumeš, v nadaljevanju pa tudi koordiniraš te stvari. Ne? Super. Nič, hvala lepa za vaš čas, pa vso srečo pri uspešnem končanju projekta. Hvala vama za povabilo, tudi vama želim, glede na to, da ste študenta, da čim prej zaključite in se nam pridružite. Ja, hvala.